Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Vas zanima, kako postati Božičkov pomočnik? V današnji čarobno obarvani zgodbi bomo spoznali žalostnega dečka Tjana, ki je nestrpno čakal svojega očeta, da se vrne domov. A očeta ni bilo. A nekega večera se je zgodilo nekaj čarobnega ter povsem nepričakovanega. Le kaj? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako lahko postaneš Božičkov vilin. Pred mnogimi leti je v majhni leseni hišici v Bistrem potoku živel deček. Bil je star 9 let, zmršenih las in svetlikajočih se oči. Nekega sivega zimskega dne je že tretji dan žalostno strmel skozi zaledenelo okno. Vsake toliko časa je moral od blizu zadihati in s prstkom narediti luknjico, da je sploh kaj videl. A očeta ni in ni bilo. Po glavi so se mu podile strašne misli. Je oče pozabil nanj? Se mu je kaj zgodilo? Je odšel v daljne kraje in ga pustil samega? Kdaj je priskakljala majhna črna vrana Frana in s kljunčkom potolkla tok, 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 da bi ga razvedrila. Pred 3 tedni jo je deček našel blizu hiše, ko je padla iz gnezda in jo rešil pred mrzlo nočjo. Deček jo je le prijazno pogledal, iz stare lesene posode vzel 3 posušene gozdne jagode in jih položil pred njo. Nasmehnil se je, jo pobožal in tiho zašepetal. Boš videla, oče bo kmalu prišel domov in me močno objel. Skupaj se bova smejala, ko mu bom povedal, kako me je skrbelo zanj. Nasmeh mu je počasi zbledel in spet je žalostno zastrmel skozi okno. Dan se je že prevesil večer in z neba so začele padati drobne snežinke. Deček je stopil do mize, vzel žigalice in prižgal svečo. Takrat namreč še niso imeli elektrike. Topel plamen je rahlo osvetlil sobico in sliko dečkove mamice. Dečku je iz očesa pritekla solzica. Kadarkoli je očeta vprašal, kje je mamica, mu je oče nežno odgovoril, da je nekje na lepšem in vse skozi misli nanj. Kra, 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 se je oglasila vrana Frana in mu skočila na ramo. S kljunčkom ga je rahlo dvignila v uho in pokazala proti leseni posodi s suhim sadjem. Deček je pobožal po kljunčku in odšla sta po priboljšek. Ravno tisti čas se je na nebu dogajalo nekaj neverjetnega. Božiček je preizkušal svoje nove sani. Jeleni so od veselja dirjali levo, desno, gor in dol po nebu. Psiček Nudli je od navdušenja cvilil in skakal z enega naslonjala na drugega. Božiček si je zadovoljno gledal brado, ki je vihrala v zraku, ko je kar naenkrat zapihal močan veter. In sani je obrnilo kot gugalnico. Božiček se je komaj obdržal na saneh, jeleni pa so se od strahu pognali še višje v nebo. Božiček jih je začel trepljati in ko so se umirili, se je zadovoljen prijel za svoj čudežni zlati cof. A nekaj ni bilo prav. Bilo je preveč tiho. Kje je Nudli? Božiček je svojimi čudežnimi očmi iskal in iskal, a Nudlija ni videl. Deček je upihnil svečko in se splazil v svojo mehko posteljo.
Razen nežnega žuborenja potočka je bilo vse tiho. Žalosten je gledal proti zaledenelemu oknu. Tiho si je ponavljal: oče bo kmalu prišel in vse bo v redu. Ko je kar naenkrat zaslišal kra, kra, kra in pritajeno trkanje po vratih. Skočil je iz postelje, stekel do vrat in jih sunkovito odprl, tako močno, da je vrana Frana komaj odfrfotala. A zunaj ni bilo nikogar, samo veter in sneg. Komaj je zaprl vrata, že je mala vrana Frana zopet začela vreščati kra, kra, kra in s kljunčkom trkati po vratih. In ni prenehala. Deček jo je prijel in ko je že hotel nesti proti posteli, je zaslišal tiho cviljenje. Postalo ga je strah. Le kdo bi ob takšni uri in takšnem vremenu lahko taval zunaj? A mala vrana Frana ni prenehala. Vreščala in vreščala je ter frfotala proti vratom. Dečka je zaskrbelo. Morda pa kdo potrebuje pomoč. Z žigalico je prižgal svečko ter z vrano Frano pod srajco stopil do vrat in jih počasi odprl. Razen vetra in potočka je bilo vse tiho, ko je kar naenkrat zopet zaslišal tiho cviljenje. Počasi je stopil iz hišice in poslušal. Bos je stopal po belem snegu in bliže, kot je bil potoku, bolj glasno je cvililo. Že je bil na mostu, ko je na kamnu sredi potoka zagledal sivo in premočeno gmoto. Volk? Že je hotel steči nazaj, a si je premislil. Po zaledenelem snegu se je spustil do potoka, stopil v ledeno vodo in zagledal utrujene oči psička. Previdno ga je prijel, stisnil k sebi in hitro švignil nazaj do hiše. Psiček je bil čisto moker in premražen. Še cviliti ni mogel več. Deček je urno zakuril peč, razgrnil staro rjuho in psička obrisal. Vsi trije so se skobacali pod odejo, se stisnili in kot bi trenil zaspali. Ko se je deček zbudil, je zagledal velik, moker jezik. Ustrašil se je, ako je videl malo vrano Frano, kako vesela skače ob njem in vrešči kra, kra, kra. Se je nasmehnil in vstal. Pogledal je proti vratom, odhitel do okna in se zazrl v prazno belino. Zajokal je in si z rokami prekril obraz. A že sta bila ob njem psiček in mala vrana Frana. Skakala sta in uganjala norčije. Kmalu je veselje prevzelo tudi njega in ves dan so se igrali kot najboljši prijatelji. Ko se je zvečerilo, je deček prvič pomislil, da mogoče tudi psička kdo pogreša. Na njegovem vratu je že zjutraj opazil zelen trak in zlat obesek. Psička je vprašal: ali se te lahko dotaknem? Psiček je začel navdušeno migati z glavo. Deček se je dotaknil obeska in soba se je takoj zlato zasvetlikala. Prestrašeno je skočil stran, ko je za sabo zaslišal ho, ho, ho. Obrnil se je in zagledal Božička, ki se je na široko smejal. Nudli je veselo skakal in prevračal vse, kar mu je prišlo pod tačke. Še vrana Frana je veselo krakala, le deček je žalostno gledal v tla. Božiček ga začudeno pogleda in vpraša: deček, jaz sem Božiček, kaj nisi vesel, da me vidiš? Deček mu potrto odgovori: očeta že 4 dni ni bilo domov. Božiček mu odgovori: hitro nasani, zdaj, ko je z nami Nudli, ga zlahka najdemo. In že so se sanmi vozili sem ter tja, levo in desno, ter ga iskali skupaj z jeleni.
kar naenkrat začne Nudli lajati in z gobčkom kazati na tla. Spustili so se in v zavetju krošnje velike smreke zagledali rjav plašč. Deček je skočil s sani, stekel in pod plaščem zagledal premraženega očeta. Od veselja je zakričal, oče pa je z nasmehom rahlo stegnil roke. Povedal jim je, da si je na poti proti domu zlomil nogo in ni mogel naprej. Kako je šele pogledal, ko je videl Božička, ki mu je pomagal do sani in jih vse odpeljal do njune majhne lesene hiše. Ko je Božiček zvedel, kako je bil deček pogumen in kako je rešil Nudlija, je očeta vprašal. Kako je temu pogumnemu dečku ime? Oče je tiho odvrnil. Njegovo ime je Tjan. To ime mu je dala mama, ki je ob njegovem rojstvu odšla med zvezde. Božiček je samo tiho obstal, se obrnil in rekel: Tjan, bi postal moj pomočnik? Bi postal Vilin Tjan? Deček ga je začudeno pogledal in mu odvrnil: Z največjim veseljem, Božiček, a očeta ne morem pustiti samega. Božiček se je samo nasmejal in rekel: Tjan, če postaneš moj pomočnik, ne boš nikdar zapustil nikogar, ki ga imaš rad. V tistem je mala vrana Frana veselo zakrakala, Božiček pa je iz žepa vzel čarobni prah in ga potrosil po dečku, da se je soba zlato zasvetlikala. In tako so se pričele dogodivščine Vilina Tjana. Čudovita, čarobna praznična zgodba. Bravo, Tjan, za vztrajnost ter pogum. Vse pohvale pa tudi vrani Frani, ki ti je ob težkih trenutkih vedno znova stala ob strani. Ljubezen, družina, toplina ter medsebojna povezanost so tiste vrednote, ki v nas prebudijo upanje v čudeže ter pomagajo najti pot do svojih najdražjih. Otroci, današnja čarobna zgodba je že 4. iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne novih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, če se kdaj znajdete v težkih trenutkih, pa ne pozabite, da lahko ljubezen, pogum ter iskreni prijatelji osvetlijo najtemnejše poti. Pošiljam vam vilinski pozdravček. Čau, čau. Bravo. Lepo zgodba.